Zdaj, kje pa so opazni problemi, no in mi vsako tedensko dobivamo prijave. Te akcije Očistimo Slovenijo, prva je bila leta 2010 in je v bistvu, zakaj smo se lotili, ena velika stvar so bila divja odlagališča. O tem smo zelo malo govorili, od takrat pa seveda spremljamo stanje, še vedno imamo register divjih odlagališč, ki ga posodabljamo, in je neka osnova, ker drugega registra pač ni. Je res, da terja vložek, delo, prostovoljsko, in kar je opazno zadnje čase je, da na teh odlagališčih nove prijave so tudi, da se razumemo, ostajajo gradbeni odpadki. Zdaj pa tu najbolj niso problematična velika podjetja, ker seveda razumejo to stroškovno logiko vrtenja, pa recikliranja, pa tudi prihranek seveda, ampak bolj ne mi, državljani. Mali obrtniki, pa vsi mi, ki bi kako kopalnico prenovili, počasih ne vemo, kam bi se smeti. Mislim, da je številka trenutno v registru okrog 3000, med 3 in 4. Ste dobro slišali, 3000. Ampak to nikakor ni prava številka, ker to je register, ki je prepuščen dobri volji državljanov. Se pravi, gre za prostovoljne prijave, to ne uporabljajo zdaj inšpekcijske službe ali pa množično, recimo, kdorkoli drug, in da bi to bilo res tako zelo ažurno. Je pa tudi teh 3000 problematičnih. In jaz ne živim v Ljubljani, živim na Štajerskem in meni recimo so krajani dostkrat povejo, veš, tam so pa eno jamo skopali, zdaj mečejo noter, ko hišo prenavljajo. Mislim, da je ta praksa tista, ki ta odlagališča pač povzroča. Lahko se seveda sprašujemo, kaj je krivo za to, in najbolj poceni, pa najbolj enostavno, pa absolutno premali pa tega informiranja, ker očitno ti občani še zmeri ne vemo, kaj naj s tem. Da imamo zbirne centre, da lahko tudi v veliki večini slovenskih občin, po velikosti največkrat približno avtoprikolice pripeljejo brezplačno. Tako da tukaj nam zmanjka.